Konjiške kraje so na zadnjo septembrsko nedeljo preplavili tekači in tekačice. Vse mesto je skupaj z njimi dihalo v tekaškem ritmu. 9. konjiški maraton je bil že dosti bolj podoben standardni izvedbi pred obdobjem epidemije koronavirusa. Na enotnem startu se je letos na vse 3 steze podalo skoraj 1000 posameznikov, kasneje pa so tekmovali tudi osnovnošolci. V primerjavi z lanskim letom, ko so z veliko večjimi omejitvami postali edina velika tekaška prireditev, ki je bila sploh izvedena, je bilo tokrat kljub omejitvam veliko bolj sproščeno. Namesto v 2 dneh je prireditev potekala po standardnem enodnevnem urniku, tokrat z vsemi 3 trasami na 5, 10 in 21 kilometrov. Namesto 16 startov v startnih boksih in v maskah se je skoraj 1000 tekačev na traso po vinorodnih konjiških krajih podalo enotno in bučno, kot so na Konjiškem trgu bili tega navajeni iz preteklih let. Prijavnice s prevzemom startnih številk tudi letos ni bilo, saj so jih tekačem skupaj z majicami poslali kar po navadni pošti, s čimer so se izognili gneči, zelo bogat darilni paket so tekači prejeli ob prihodu v cilj. Prizorišče je letos spet bolj zaživelo tudi zaradi vnovičnega prihoda lokalnih ponudnikov, ki so predstavljali konjiške kraje s svojimi domačimi izdelki in turistično ponudbo, seveda pa je svoje dodalo tudi dejstvo, da so se tekačem lahko na prizorišču znova pridružili navijači in osnovnošolci, ki so tekli na teku šolarjev. Zelo ponosni smo, da je tekače na startu in ob trasi spodbujalo več kot 150 glasbenikov, ki so zaigrali in zaplesali v okviru glasbenega maratona. Povsem samoiniciativno pa so se ob celotno traso postavili številni navijači in v čudovitem sončnem septembrskem dnevu tekačem dajali energijo. Proti koroni že drugo leto, po moji skromni oceni uspešno, nastopamo z optimizmom. Sonce nam je danes pri tem stopilo v pomoč, je povedal predsednik Konjiške atletske šole Anton Noner. Na najdaljši trasi je slavil Vinko Jošt s časom 1 ura 18 minut in 42 sekund, s čimer je drugouvrščenega pustil kar slabih 8 minut za sabo. Ja, počaščen sem, da je z mano zmagovalec polovičke Vinko Jost, ki se je boril s temi razmerami dokaj visoke temperature in tudi z vetrom. Sicer pa najbolje, da sam opiše, kako je bilo danes na stezi. Po vmesnih rezultatih so reči v vodstvu od samega starta. Ja, lep pozdrav gledalcem. Res je super, tole energija iz predhodne je res odlično. Res sem prvič tukaj na maratonu, pa verjamem, da je zadnjič. Proga je tudi lepa, škoda, da nisi tukaj na solo teka. Kar se tiče časa, kar bi mogoče bil boljši čas, ampak ni pomembno. Glavno, da prideš v cilj, to je za vse, kar se mogo malo sprediti. Ja, v katerem delu je bilo najtežje? Prvi krok je bil super, smo imeli 100 tekačev, družbo, to pa samo staniš, pa veter, pa ni več tako lično, pa ni šlo. Ko boste pogledali doma seznam vseh tistih atletov, ki so zmagali na polovički v Konjicah, boste videli, kakšen rezultat veličastno ste danes dosegli, kajti vpisali ste se na seznam, ki je poln imenitnih tekaških imen naših reprezentantov. Ja, res super. Kar vredno, no, glede na svoje leta, kar zadovoljni z rezultatov. Še posebej hvala tekače na vseh, ki so tekli za državno prvenstvo, ker to je pa res elita, kar da vsaka čast. No, ste v tekaško-maratonskih letih, bom dejal, poleti ste dopolnili maraton, letos ste zakorakali 43. letu nasproti, že opitili 43 let, ampak vi ste dokaz, da tudi za odlične izide v tej starosti ali pa pozni mladosti ni prepozno, ne? Nikakor ni prepozno, da sem starejši, imajo super odlične rezultate, tako super, no. Mogoče bomo pa še kak maraton odtekal, jutri maraton tudi, mogoče bomo nekaj, kako bo.
tako počuti, da je na nas vse še odprto. Želimo vam še veliko podobnih tekov in vas v imenu organizatorjev kar vabim, da pridete braniti tole zmago prihodnje leto. Hvala. Med ženskami pa je bila zmagovalka Katja Martinšek s časom 1 ura 32 minut in 19 sekund. Ja, in takoj bom predal besedo naprej. Junaki, torej najdaljše preizkušnje, Katja Martinšek v vodstvu pravzaprav od samega začetka. Vas je tale zmaga presenetila ali ne? Prav Gregor, ne glih, ampak tudi mogoče več. A res? Torej, podobno kot pri Formuli 1, postanek v boksih pa potem nadaljevanje, ampak zdelo se je vsaj sodeč po mestnih rezultatih, da zmaga ni bila niti za trenutek vprašljiva. Pod minuto mislim, da konkurenca vsaj na mestnih rezultatih je bilo tako razbrati, ni prišla. Ja, to mi se forma odpada, drugače sem poznanci, da zmaga prvice, tako da nisem vedela točno. Se vam je zdela kar zahtevna proga, pa še veter, ne? Ja, veter je bil potem konec gor, pa nikjer nobenega, da sem v zadnji postavila. Dobro, odlično, nasmejani, zadovoljni, prav gotovo. Ja, takole vas čakajo nekatere medijske obveznosti, a ne, tudi to je, bom rekel, tako sladko breme. Čaka vas tudi še podelitev in lahko vam samo še enkrat čestitam. Ponosni boste lahko, ko boste videli tudi vi seznam dosedanjih zmagovalk najdaljše preizkušnje. Hvala in srečno tudi vam. Letos sta državna prvaka v cestnih tekih na 10 km in hkrati zmagovalca v absolutnih kategorijah nepričakovano postala Klemen Bojans s časom 31 minut in 15 sekund in Anja Fink s časom 35 minut in 1 sekunda. Ja, primarni šport pa meni je triatlon, ampak se zelo rad udeležim tudi kakšne tekaške dirke, tako kot je bila tale in kar ležijo, lahko bom rekel. Moram reči, da sem bil kar malo presenečen, pričakoval sem video prvega v cilju. Je tudi vas tale zmaga malo presenetila? Ja, če sem iskren je, ja. Vedel sem, da moram video držati čim dol, da bi imel možnosti za stopničke. In nekje pol je bil manjša težava na sredini, tako da tem sem šel naprej. Nekako nisem pustil, da priključim nazaj do konca, to se zgodi tam nekje na 5 km pa pol in od tam sem solo probal, kar se da izklopati vse, pa sam greš in se je šlo. Nekaj težav je bil vidja z vezalkami, da dopolnim. Tek je seveda tista zaključna faza triatlona in ko človek pokaže, da je tako hiter na desetki, je to lepa popotnica tudi za triatlonsko kariero, ne? Ja, definitivno, moja najmočnejša disciplina je tek, vedno je bila in nekako to v bistvu določa, katero mesto dosežeš na triatlonu na koncu in ja, mi je super ustrezno. Mogoče še v samem vzdušju, razmerah na progi je zelo vroče? Ja, mene kar bilo, ja, mogo bi obleč majico brez rokav, ampak vzdušje je bilo super, proga je tudi zelo dobra, tako da res sem užival. In uživajte sedaj tudi v vaši veliki, kot ste sami dali, morda celo nekoliko nepričakovani zmagi. Konec koncev ste državni prvak. Ja, hvala. Danes pa je naredila ta 10-kilometrski dvojček pogled za slovenska prvenstva. Mislim, da je bila tole, takole, če vplivam, dobra bitka z izkušeno Nejo Krašina. Ja, najprej hvala za čestitke. Res je bilo zelo napeto in zdaj smo bili zelo izenačeni praktično celo progo. Kje je padla odločitev? V bistvu sem se bližala na 4 km, potem sem sproti probala dodajati še, kolikor je bilo moči. Ste imeli podoben taktični načrt v mislih že od samega začetka? Sama se s taktiko nisem ukvarjala, ker vem, da je tukaj precej težka konfiguracija proge, tako da sem tekla in ko grem počil, ostalo sem dala stacijo. Rezultati so odlični, napredujete zelo hitro, vaše tekaške ambicije. Še sama ne vem, kako težko dojemam vse te uspehe, tako da s tem pa sem presenetila. Boste pa ta naslov branili, ga prišli braniti, če bo potrebno v Konice prihodnje leto. Ja, tako je, se vidimo prihodnje leto. Iskrene čestitke. Najlepša hvala. Tretji mesti sta šli Timoteju Bečanu in Georgina Nijaguti.
5-kilometrsko traso sta usvojila domačin Rok Klinc s časom 18 minut in 10 sekund in Čehinja Martina Holicka 20 minut in 28 sekund. Anže Obreza in Žiga Božič sta v cilj pritekla na 2. in 3. mesto, pri ženskah pa sta to bili Natalija Mašera in Katarina Cesar.